Pozdravljeni. Zhou Guanyu je dokaj hitro zapustil svoje mesto rezervnega voznika pri Scuderii Ferrari in se čez nekaj dni pojavil v isti vlogi pri ekipi Cadillac. Kaj to pomeni in kako lahko razumemo kadrovsko politiko pri tej novi ameriški ekipi, pa kot običajno v naslednjih minutah. Izbor voznikov pri ekipi Cadillac je vsaj po mojem skromnem videnju rahla skrivnost. Vidimo, da pri tej novi ekipi v svetu Formule 1 veljajo rahlo čudna, nekonvencionalna pravila. In mnogokrat si želijo posamezniki v Formuli 1 biti zanimivi in zato pretiravajo z nekonvencionalnostjo, a tokrat bomo ugotovili, da pravzaprav bi bilo morda pametneje slediti tistim nenapisanim pravilom. In eno izmed takih je tisto, ki pravi, da izkušnje nekaj malega štejejo. Ampak pri ekipi Cadillac bomo videli, da so pri svojem izboru praktično sledili pravilom, ki so nam, navdušencem, rahlo neznana. Vemo, da na vozniških sedežih bosta v sezoni 2026 prisotna Sergio Perez in Valtteri Bottas. In tu je treba poudariti, da za Pereza je bil izbor logičen predvsem iz komercialnih namenov. Cadillac kot ameriška ekipa je rabila nekega ameriškega voznika, oziroma vsaj blizu temu naj bi bili, in to je praktično pomenilo skorajda obvezen izbor Pereza, ki poleg vsega ima še močno podporo pri pokrovitelju. Ampak izbor Bottasa, priznam, da je mene osebno presenetil. Bottas po letu vloge rezervnega voznika pri Mercedesu se zopet vrača v Formulo 1, ampak poleg tistih rahlo klovenskih nastopov na družbenih omrežjih nismo videli z njegove strani nič kaj takega. A dajmo mu priložnost. Sedaj smo videli, da se je v vlogi tretjega voznika skupinici pridružil še Zhou. In Zhou je seveda bivši moštveni kolega Bottasa pri ekipi Sauber in pravzaprav bi lahko dejali, da slabši od njega. In zakaj so ga poklicali k Cadillacu? Ker v bistvu nimajo rezerve. Če bi se karkoli zgodilo, bi ostali brez voznika. Kljub temu, da imajo v svoji strukturi še 4. Imamo seveda tistega večnega Coltona Hurto, ki bo v sezoni 2026 nastopal v Formuli 2, da bo končno skušal osvojiti tako sovražene točke za superlicenco, ampak pokriva vlogo testnega in ne rezervnega voznika. Seveda, ker nima superlicence. Imamo Pietra Fittipaldija, ki je bil do pred kratkim rezerva pri ekipi Haas. Sedaj s prihodom Toyote je tudi zanj zmanjkalo prostora. Ampak
Fittipaldi, kot vam je dobro znano, je za ekipo Haas odpeljal 2 veliki nagradi davnega leta 2020. In ni bil nekako porazen, bil je povprečno dober, ni napravil nobenih napak, čeprav vemo, da je na koncu končal med zadnjimi. Imamo tu Simona Pagenoja, ki je verjetno marsikomu znan iz ameriških serij, tudi upokojeni voznik enosedežnikov, in ne smemo pozabiti na Eastwooda. No, tej trije so vsi vozniki simulatorja. In če sedaj malce obnovimo, kaj se je dogajalo z Žujem. Kar naenkrat smo lahko videli na družbenih omrežjih Scuderia Ferrari poslovilne fotografije, kjer so se iz vsega srca zahvaljevali temu Kitajcu. Izgledalo je, kot da jim je malo da ne pomagal osvojiti kak naslov svetovnega prvaka, in čez nekaj dni smo videli, kako bo isto vlogo nadaljeval pri ekipi Cadillac. In tu se lahko sprašujemo poglavitno 2 zadevi. Zakaj je Žu prišel sploh k Ferrariju, kjer je bil v vlogi rezerve skupaj z večnim Giovinazijem, in drugič, zakaj ga je vzel Cadillac. Namreč ne smemo pozabiti na nekaj. Cadillac sodeluje tesno s Ferrarijem. Jasno nam je bilo to že iz sezone 2025, ko jim je Ferrari prepustil svoj starejši bolid, da so dobesedno vadili. Naprimer, kako se menjajo kolesa, kako se zažene pogonski sklop in takšne osnovne stvari. Poleg tega nam je dobro znano, da bo Cadillac imel pogonske sklope Ferrari, menjalnike Ferrari in po mojem skromnem videnju vse tisto, kar se da kupiti od Ferrarija, podobno kot Haas. In jasno nam je, da mnoge ekipe sodelujejo, kar se tiče tiste vloge rezervnega voznika. Ni potrebno, da imajo vsaka svojega, lahko si ga tudi delijo. Izjemno malo verjetno je, da bi, na primer, več ekip na eni in isti dirki potrebovalo rezervo. Tako smo lahko v sezoni, na primer 2024, videli, da je Oliver Berman nastopal tako za Scuderijo Ferrari, kot za ekipo Haas. In tu ni nič takega, tu ni nič čudnega. Videli smo podobno pri tistih ekipah, ki so imele pogonske sklope Mercedes, in še bi lahko naštevali. A treba se vprašati, seveda, zakaj je Žu prišel v Scuderijo Ferrari v neko vlogo, ki mu morda ne bi prinesla absolutno nič. In tu je edina racionalna razlaga ta, da ga je privabil Frederic Vasseur. Namreč predtem je tudi Vasseur v ekipi Sauber imel pod svojim okriljem Žuja. Druge navezave ne vidim. In zakaj je praktično tu, recimo temu, prepričal Cadillac, a verjetno s svojimi, imenujmo jih, izkušnjami. In tu je treba poudariti, da od leta 2026 se začne vse znova. Torej, vse tiste, recimo, in izkušnje iz prejšnjega obdobja sploh ne pridejo v poštev. Treba je poudariti še nekaj pomembnega. Tako Perez kot Bottas, kot tudi Žu so pauzirali. V sezoni 2025 jih nismo videli niti na eni sami dirki za veliko nagrado, kar pomeni, da so v navednicah rahlo zarjaveli. In zopet se lahko začnemo spraševati, kaj se gredo pri Cadillacu. Namreč kvantiteta, kot smo videli, še ne pomeni kvalitete. V
svojih vrstah imajo reci in piši 7 voznikov. 2 glavna, enega rezervnega, enega testnega in 3 voznike simulatorja. Je to nujno potrebno? Ima kaj podobnega, na primer, pariška ekipa Mercedes, McLaren, Ferrari in tako naprej? Ne, iskreno povedano ne. Še pri Red Bullu in Racing Bullu znajo zadeve racionalizirati. Ampak tu je treba povedati, da Cadillac se smatra kot ameriška ekipa in se smatra kot nekaj posebnega, nekaj velikega. Tudi zato ogromno število voznikov, kjer pa večina nima super licence, da bi lahko nastopala na dirkah. In seveda to odpira resne pomisleke, resna vprašanja pri tem, koliko so strokovni in kakšna je njihova vizija. In marsikdo bi sedaj lahko se začel spraševati, kakšne izbire so pa imeli, ali res so bili boljši izbori med tistim, kar ponuja tržišče v tem trenutku. Seveda, če bi se pripravljali na vstop malce več časa, če bi malce bolj racionalno pristopili k reševanju težav, bi verjetno lahko kadrovsko dobili marsikateri zanimiv profil. V sezoni 2026 bo rezervni voznik pri Aston Martinu neki Jack Crawford, ki je Američan, je sorazmerno mlad, ima 20 let, ima točke za superlicenco, lani je bil drugi v prvenstvu in bo nadomestil nekega Felipija Drugoviča, ki odhaja v Formulo E. Leonardo Fornaroli kot prvak v sezoni 2025 je pristopil k McLarenu, ker bo njegova vloga praktično podobna tisti, ki smo jo videli naprimer pri Cadillacu z Žuja in še marsikoga drugega. Ampak bolj zanimivo bi bilo z mojega zornega kota dati priložnost nekomu mlademu. A vem, Toruisov konjiček je Colton Herta in projekt Cadillac izgleda, da je nastal prav zato, da se določenemu ameriškemu vozniku da možnost priti v Formulo 1. Čeprav so drugi, mlajši, dosegli več v krajšem času, in kot ste razumeli, imamo kandidate, ki so bili med drugim tudi Američani. Torej, če hočemo malce bolje razumeti, zakaj gre, se moramo najprej zamisliti in na primer poiskati odgovore. Zakaj je Žu sploh izgubil mesto pri Ferrariju, namreč biti rezerva pri Ferrariju je zagotovo bolj zanimivo kot pri Cadillacu in konec koncev, zakaj so ga sploh vzeli? Meni osebno se zdi edina racionalna razlaga ta, da so ga uporabljali pri Ferrariju v komercialne namene, da jim je pomagal prodajati superšportne avtomobile na kitajskem tržišču. Drugače, verjetno ne bi bil tam oziroma prijateljstvo z Vassarjem ne bi smelo biti dovolj. A sedaj se lahko zamislimo, ukolikor bi se zgodilo kaj enemu izmed obeh glavnih voznikov skuderije Ferrari, kdo bi sedaj, ko ni Žuja, prevzel to vlogo? Omenil sem že Giovinazija, ki pa nikoli ni bil med tistimi, ki sem jih osebno spoštoval med vozniki Formule 1. A ne smemo pozabiti, da imajo pri Ferrariju v svojih vrstah Oliverja Bermana, ki je začasno posojen v ekipo Haas. In po mojem, ukolikor bi prišlo do neke nuje, bi prej poklicali Bermana nazaj za dirko in pustili Haasu prost sedež, ki bi ga verjetno zasedel kakšen Hirakawa. In zopet smo videli,
kako je Cadillac pobral ostanke od ekipe Haas s Pietrom Fittipaldi. In če se kdo sprašuje, ali smo kaj podobnega v Formuli 1 videli, bi vas rad spomnil na veliko nagrado Shakirja iz sezone 2020, kjer se je nekaj podobnega zgodilo z Georgeom Russelom. A za zaključek, zavedati se moramo, da ekipa Cadillac je mlada, da nima izkušenj, da so se morali učiti osnov in v tako sredino dati slabše voznike, ki ne dajo neke dodane vrednosti, je vse prej kot spodbudno, oziroma po mojem mnenju recept za propad. A videli bomo, kaj se bo zgodilo. Po mojem mnenju Zhou ni dal nobene dodane vrednosti pri Ferrariju in prav tako je ne bo dodal pri Cadillacu. A moje videnje, moje mnenje. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.